Z nami v studiu gospa Marija Mrljak, dobro jutro še enkrat. Ja, dobro jutro. Rekli smo, da v tem delu našega pogovora govorimo malo o tej prehrani za krepitev imunskega sistema, pa mogoče kot prvo vprašanje, kako se lahko s pripravo ali pa izbiro recimo prehrane sploh pripravimo, da bi okrepili imunski sistem? Prvo stvar moramo vedeti, da je imunski sistem je res sistem. To se pravi, da v našem telesu mora vse absolutno delovati. Torej, če gledamo mi, če se predstavljamo sami sebe, je več delov imunskega sistema. Verjetno se spomnite kakšnih mandeljnov, jaz jih nimam, ampak je del imunskega sistema. Potem so bezgavke, limfne žleze, kostni mozeg. To je v celoti, v celem telesu so določeni pomočniki našega imunskega sistema. Ker tisti, ki zboli, enostavno je nekaj v tem sistemu naredil narobe. In zdaj ravno v tem, da je imunski sistem je razporejen po celem telesu, so takšne jedi ala jota v neki kombinaciji, ki vključuje vse. Recimo, prva faza imunskega sistema so jedi, oziroma so živila, ki izboljšuje delovanje priželca. To je pač tale, ki v mladosti malo je aktiven, potem je pa zmeri manj aktiven. In zdaj tukaj potrebujemo enostavno. Prva stvar je cink. Zdaj moramo doskrat pogledati, kako imamo hrapovo kožo, pa tako naprej. In cink dobimo tudi v govedini, pa v vseh stvareh, v bučnih semenih. Prej sem slišala gorčica. Gorčica ima tudi cink. Potem je vitamin B6. A veste, da na prvem mestu so orehi. 7 orehov na dan je treba pojesti za delovanje tega priželca. Potem je magnezij, da ne bi slučajno pozabili vsak dan po eno čokoladco. Ker je na prvem mestu ima magnezij. In pa selen. Selen je pa v česnu. To se pravi, da če rečemo, da je prva faza sploh, da bo priželc začel prepoznavati naše viruse, bakterije, mi moramo to dejansko gledati, da res nikoli ne smemo zboleti. To se pravi, a se boste zapomnili čokolado, česen, orehe in seveda tudi od govedine do bučnih semen zaradi cinka. Zdaj pa druga faza imunskega sistema, to je pa treba varovati. To je isto, kot recimo je treba iti na servis par avto, če ne ti zariba, in mi moramo tudi zavarovati ta imunski sistem. Prva stvar je tisti, ki je najbolj varuje, je C-vitamin. Tega je treba zmeri imeti dovolj. Potem je E-vitamin, to je prva, to je spet E-vitamin, jaz zmeri rečem, da če ni E-vitamina, tudi možgani postanejo oksidirani. Potem je pa pravilno ravnovesje teh maščobnih kislin, da ne bi pozabili od oljčnega olja do orehovega olja, lešnikovega, totrova. To se pravi, te celične membrane je treba narediti prehodne. In zdaj to hladno stiskana olja v različnih razmerih med sebojnem prepletu, to je tisto varovalo. Tretja faza je pa napad. Če pride recimo, zdaj ta trenutek je prišel v naše telo eden virus, naprimer. In zdaj telo ga pelje v kostni mozeg, da ga pogledamo, kako se razmnožuje, in mi moramo narediti proti telesa. In tukaj so pa te ravnovesje aminokislin, torej je potreba od jajc, rib, fažola, zato ker ne vemo, kako se razmnožuje. In vedno jih moraš imeti na razpolago. Zato, da je proti telo da je noter, da imamo moč za proti telesa, potem je pa tle še zelo pomemben tale kalcij in pa mangan. Kalcij nisem zoper osteoporozo, ampak kalcij je pa še tudi vpliva pri imunskem sistemu, ali pa mangan, ta rdeča pesa, ko so velikokrat rekli, da znižuje vročino, rdeča pesa, ampak kaj se pol dogaja? Ne znižuje sam vročino, ampak pripelje naše telo v boj. To je tretja faza, je boj, in četrta faza je pa dvig imunskega sistema. Ena
varianta je, da dvigneš, da imaš dovolj teh limfocitov, teh dejansko obrambnih celic in pa tudi tistih obrambnih celic, ki krožijo po našem telesu in ugotavljajo, kje je kaj za popraviti. To so tisti izvidniki. Moški bojo to bolj razumeli. To je izvidniške celice, ki ugotovijo, kje je kaj. No, pa so pa še te zadnje stvari, je zares, to so pa določene jagodičje, brusnice, ženske bolj to vemo, ki tudi če pride virus noter, ampak se ne mora nikamor prijeti. To so pa brusnice. To se pravi, in to zelje, pa križnice so pa tiste, ki ščitijo v celoti imunski sistem, bolj bom rekla, da ukažejo pet na past. Radio